Spoštovani gospod predsedujoči, predlani smo praznovali 20. obletnico enotnega trga Evropske unije, ki temelji na prostem pretoku ljudi, blaga, kapitala in uslug. Veliko je bilo narejenega, veliko še čaka. Evropska komisija je že leta 2010 najavila odpravo davčnih ovir za državljane Evropske unije v čezmejnem okolju. Žal je to področje danes daleč od urejenega. Slovenija ima na primer višjo davčno stopnjo in manj davčnih olajšav kot druge članice. Dnevni migranti, ki delajo v Avstriji, morajo v Sloveniji doplačati na leto okoli 2 neto mesečni plači dohodnine. Zaradi neusklajenosti na EU ravni se srečujejo tudi z drugimi težavami, na primer na področju otroških dodatkov. Ti delavci so v diskriminatornem položaju. Ker je delovna mobilnost ovirana, se posledično zavira tudi gospodarska rast Evropske unije. Zato Evropsko komisijo še enkrat sprašujem, kdaj bo ukrepala oziroma ali lahko v času do ureditve problematike na ravni EU priporoči državam članicam, naj zadržijo izterjavo nesorazmerno visokih doplačil. Hvala. Hvala. Adesso onorevole Nicola Caputo. Prego. Grazie Presidente. Il territorio da cui provengo è uno dei più depressi d'Europa. Nel mezzogiorno d'Italia, in particolare nella provincia di Caserta, in quella che una volta era definita terra di lavoro, assistiamo da anni ad una desertificazione industriale senza